Lep pozdrav, tu Blaž, danes pa bom govoril o zdravorazumskih odločitvah. Če ljudje samo iskreno pogledamo, na kak način se odločamo sploh o stvareh v življenju, pa ne glede na to, ali so to bolj pomembne, zelo pomembne ali pa vsakodnevne manjše stvari, lahko hitro ugotovimo, da se večinoma ne odločamo zdravorazumsko logično, ampak da se odločamo na podlagi nekih čustev, nekih čustvenih občutkov ali pa neke navade, ki jo že poznamo in se sploh ne odločamo več, ampak samo storimo nekaj iz navade, brez da bi sploh zdravorazumsko, logično in samo iskreno ocenili, ali je neka odločitev, neko dejanje najboljše za vse ali pa mogoče z njo ustvarjamo neke posledice, ki niso najboljše ne za nas in tudi ne za ostale. Torej, ko sem jaz začel samega sebe opazovati samo iskreno, sem ugotovil, da se večino časa pri odločanju podrejam nekim svojim čustvom, kot so recimo strahovi, najbolj pogosto strahovi, ali pa nekim poželenjem recimo. Se pravi, ne vem, ko sem se odločil, ali bi se šel, ne vem, učiti ali prebrati en odlomek za šolo iz knjige, ali bi raje šel, ne vem, igrati igrico na računalnik, sem pomislil na obe stvari in ko sem pomislil na učenje šole, sem dobil v spomin predstavo o tem, kako se moram usesti za mizo in se pri tem zraven sem se začel počutiti neprijetno, tesnobno, zato ker sem imel občutek, da moram se zaradi drugih nekaj naučiti, zato da bom drugim dokazal, da nekaj znam in da sem dosti dober, da lahko živim ali pa grem naprej v razredu v šoli. In hkrati me je bilo strah, da se ne bom naučil, da si ne bom zapomnil stvari in da si posledično dam dobil slabo oceno in tako naprej. In sem se pač tega spomnil in sem dobil zraven te občutke, čustva, ki jih definiramo kot negativno, ne, strah je negativno čustvo recimo. Ko sem pa potem pomislil ob tem še na igranje igric recimo, sem si pa zamislil, kako igram neko igro, ki me je pač takrat zanimala recimo, in sem zraven dobil čustvo veselja, vznemirjenja, poželenja, ne vem, spomnil sem se, kako se takrat počutim bolj neobremenjeno, ker nihče od mene nič ne pričakuje, me nič ne sili recimo in kaj podobnega, ker si mi ni treba zapolniti ali pa ukvarjati z nekimi stvarmi, ki me ne zanimajo posebej recimo, in sem imel ob tem pač pozitivna čustva. In zato, ker sem se enostavno večinokrat enostavno podrejal tem čustvom, sem se seveda večinokrat odločil za pozitivna čustva. In sem šel pol rajši igrati igrice na računalnik, kot pa da bi se učil, čeprav je logično, zdravorazumsko bi bilo boljše, da bi se takrat šel pa si 20 minut bral neki odlomek v knjigi, pa šele potem šel igrati igrice, ne, recimo, pa če bi vsak dan to naredil, bi se sproti lahko učil veliko bolj sproščeno, kakor pa, da se potem samo par dni pred izpitom ali pa testom grem učit, pa se učim več ur vsak dan in potem po izpitu čez par dni itak vse pozabim. Tako da, kljub temu, da sem v bistvu vedel, da bi bilo boljše, bolj logično, bolj zdravorazumsko, da bi se recimo učil tako, sem vseeno šel rajši igrati igrice. In to enostavno pomeni, da se nisem odločal zdravorazumsko logično, ampak sem se odločal na podlagi čustev, čustveno. In takšno odločanje seveda ni niti meni v korist, ne, in če pa posledice vključujejo tudi druge ljudi, potem pa tudi njim ni v korist, ne. Tako da, če smo vsi samo iskreni, lahko hitro ugotovimo, da se večino časa v življenju odločamo na podlagi strahov in čustev in drugih čustev, ker strah je tudi čustvo, in namesto, da bi si te čustvene reakcije, ki jih doživljamo ob razmišljanju o različnih možnostih, ki jih lahko počnemo, da bi si jih odstranili s pomočjo samoodpuščanja in da bi potem dejansko zdravorazumsko videli in si dejansko dali najprej, sploh pri nekih večjih odločitvah, dolgotrajnih odločitvah, kot so recimo, kaj bomo študirali,
kaj bomo po poklicu, kaj bomo, ne vem, počeli, ne vem, kaj bo naš cilj sploh v življenju in tako naprej. Seveda bi bilo najboljše, ne, da si vse možne odločitve, ki jih lahko naredimo, lepo napišemo, damo pred sebe in potem zdravo, razumsko, logično pogledamo, kaj je najboljše in za nas in hkrati za vse ostale. In se potem odločimo in naredimo to in uživamo v tem, da vemo, da bomo naredili to, kar je najboljše za vse, ne samo za nas. In namesto tega večino časa sploh ne pregledamo vseh možnosti, ki jih imamo na voljo, ampak nam samo par možnosti pride v zavest, v glavo in potem malo razmišljamo o njih in potem dobimo neka čustva zraven in potem se na podlagi teh čustev odločamo, kaj bi počeli. In nas vleče k tistim odločitvam, kjer čutimo pozitivna čustva zraven, tiste odločitve, kjer pa dobimo neka negativna čustva, nas pa odbijajo in jih nočemo niti se zavedati ali pa jih preučiti. No in ko sem začel delati proces in uporabljati samo odpuščanje, samo iskrenost in samo iskreno izpisovanje teh stvari, sem ugotovil dejansko, da kako sem se v bistvu cel življenje podrejal tem čustvom in koliko škode ali pa sem naredil oziroma kako sem svoj potencial potlačeval s tem. Tako da recimo odkar zdaj ne apliciram to samo odpuščanje in bolj zdravorazumsko gledam na odločitve, recimo delam stvari, ki jih prej vsekakor ne bi. Recimo odločil sem se, da bom sodeloval v politiki, da želim biti politik, zato da bom lahko pomagal vpeljati sistem, ki bo vsem zagotovil dostojno življenje. Potem odločil sem se recimo, da bom pomagal pri vpeljevanju oziroma pri poslu določenem, ki pomaga ljudem in posebej še otrokom pri razvoju zelo širokega besedišča, pri učenju tujih jezikov in tako naprej in ki pomaga ljudem dejansko, da postanejo čustveno stabilni in veliko bolj učinkoviti v življenju. Tako da recimo to je par stvari ali pa odločil sem se sploh najprej, da bom začel pisati spletni dnevnik, v katerem bom začel samega sebe spoznavati, svoj in odstranjevati te svoje čustvene reakcije in ta svoj čustven način odločanja, da bom to odstranil in da bom vpeljal zdravorazumsko obnašanje v svoje življenje. Tako da to je samo par stvari, recimo, ko sem jih začel zdravorazumsko vpeljevati in delati v življenju, kot posledica tega, da sem sploh začel dejansko uporabljati samo odpuščanje in samo iskrenost in to, da se opazujem in da se ne podrejam več svojim čustvom. Tako da predlagam vsem, da se spoznate z orodji, kot so samo odpuščanje in samo iskreno izpisovanje. Zato vsem tudi predlagam brezplačen, da se vpišete na brezplačen spletni tečaj, ki se imenuje Deep Light. Povezava do njega bo spodaj pod opisom tega videa in vsekakor vam bo zelo koristil ta tečaj, ker se boste lahko naučili teh orodij in se posledično razbremenili teh svojih čustvenega načina ravnanja in odločanja v življenju, kar bo seveda imelo zelo velik pozitiven učinek in na vas in na okolico, zato ker se boste posledično odločali po zdravem razumu, ne pa na podlagi nekih čustvenih reakcij in čustvenih občutkov, ki pač vedno vodijo v posledice, ki niso koristne ne za nas kot posameznika, ne za ljudi okrog nas. Tudi če so pozitivne. Ampak okej, to mogoče se vam to zdi čudno, ampak boste spoznali, da tudi pozitivna čustva oziroma te čustvene reakcije, ki jih definiramo in dojemamo kot pozitivne, ravno tako niso najboljše za nas, da se po njih ravnamo ali pa da si jih želimo sploh. Pač to boste spoznali skozi ta proces samoiskrenega samoodpuščanja in spoznavanja svojih lastnih čustev in tega, kako deluje, kako čustva delujejo in tako naprej. Tako da to je za danes vse, hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!